Dober dan in dobrodošli v mojem novem tedenskem vlogu. Danes vam bom pokazala mojega zvestega spremljevalca na kolesarjenju. Moj zvesti spremljevalc, ki me spremlja na kolesarjenju že več kot 13 let, je pa moj Scott, pa si ga poglejmo malo pobliže. To kolo je Scott Contessa, Speedster. Kupljeno je bilo aprila 2012, kar pomeni, da je zdaj že staro več kot 13 let. Cena takrat je bila 1399 evrov. Ima aluminijast okvir. Zavore so prav navadne. Na obročih ni diskov. Menjalnik je od spredi 3 in od zadaj 10. Pedala so Shimano SPD. Bidoni so od Astane, to smo dobili enkrat na neki kolesarski dirki Giro d'Italia, ki so pač kolesarji odmetavali bidone. Čin čin. In imam še spomin na takrat. Kaj bi zdaj še povedala prav enostavnega v tem kolesu? Vozi se zelo lepo, prav všeč mi je in vožnja, in sama oblika, sama konfiguracija. Laufa zelo tekoče in enostavno ga ne morem zamenjati. Je udoben za voziti, zelo tak nežen, ženski, tako lepo teče, no. In z njim sem res naredila že ogromnih kilometrov. Včasih, ko sem bila mlajša, je bilo več 100-kilometrskih tur. Najdaljša moja tura je bila pa mislim, da okrog 160, nekaj manj, no. 156 se mi zdi. Kar se pa tiče ostalih reči, očala imam z dioptrijo, čelada, potem kaj še imam, rokavice so čist navadne s temuja. Dres sem dobila, no, čevlji so pa Diadora. To so na klip, tako se v bistvu niso nič posebnega. Nogavice imam pa furam zase. Tako, zdaj vam pa še pokažem, kaj imam v zadnjih žepih. In to so pač dokumenti, zdravstveno zavarovanje, osebna izkaznica. Potem energijska čokolada, če zmanjka energije, krema za sončenje, labelo, potem seveda mobitel in šarobček bi mogel biti, in šarobček, evo. In to je to. To je vse, kar imam v bistvu s sabo. Drugega ne rabim, razen dobre volje. Sedež sem pred leti poškodovala, ker sem na nekem maratonu padla in je tak zdaj tudi ostal, ker prav tazga sedeža nisem dobila več, ker je bila to neka special edition izdaja tega kolesa in potem nismo dobili prav tazga originalnega. Jaz sem hotela belega imeti, pa lahko bi dobila črnega, no, belega pa nimajo. Števce Brighton, prav tako radar lučka, lučka je King Kong, potem imam tudi zvonček, tak neupadljiv.
ampak na kakšni kolesarski stezi mi pride kar prav. Če ne pa, ja, kolo je izredno lepo za voziti, tako lepo teče, lahko je, mislim, da je enih 8 kil, ne vem, ampak izredno lahko, tako da ga lahko, recimo, ne vem, tudi z eno roko ga dvignem, ne, čisto komot. To je res super, no, mislim. In imaš tudi tisti občutek lahkote, ko voziš. Sem pa recimo imela pomisleke, kako se bom jaz na ta pedala sploh navadila, ker imaš občutek, da si kar nekako tesnen oziroma zapet v ta kolo. Ampak recimo, če dam primer, ko sem padla, kako ta fizika deluje in ne vem, enostavno se ti noge oziroma čevelj odpne od teh pedal. Tako da ni nobene bojazni, da tudi če padeš, da ostaneš zaklenjen v to kolo. Tako da meni je super, no. Eni imajo pa še vedno tiste snoben občutek in se ne morejo odločiti, da bi šli na ta pedala. Je pa seveda pomembno, kako ti štartaš. Pomembno je, da ti zapneš eno pedalo, narediš ene 2 obrata in potem zapneš med vožnjo še drugo pedalo. Gume so široke 25 mm, in se jih polni med 7 in 8 barov. Cesta je asfaltirana na novo, ker je tukaj potekel Giro d'Italia. Tudi pri nas je marsikatera cesta obnovljena. Ne toliko, ampak Italijani so se res potrudili. Točno en teden pa je asfalt položen. Tik-tak to Italijani naredijo. To je prav pohvalno. Poglejte, kaj bo to lepo cvetelo. Glejte tega, čudoviti bojo. Prekrasni bojo. Ti pa že cvetijo. Vam moram prav pokazati, koliko cvetov imajo moji kaktusi. To bi bilo za ta tedenski vlog tudi vse. Hvala za vašo pozornost. Bodite fajn. Mi pa se vidimo prihodnjo nedeljo. Čau, čau!